Živijo, moje ime je Veronika, sem diplomirana kozmetologinja, magistra industrijske farmacije. Danes bi rada govorila o eni taki mogoče pomembni tematiki, ker oglasi so vse okrog nas. Konstantno smo bombardirani z različnimi izdelki, ki jih moramo kupiti, ker so najboljši. Nekatere izdelke pa predstavljajo kakšne slavne osebe in mogoče zaradi tega vplivajo na potrošnike. O tem bi danes jaz govorila. Jaz sem verjetno mogoče, saj ne vem, ena tistih redkih, ki če vidijo nek znan obraz za določenim kozmetičnim izdelkom. Bolj natančno bom govorila o kozmetičnih izdelkih za nego kože. Potem nekako ne verjamem, da je ta izdelek dober, ker je potreboval tam neko znano osebo, da ga proda. Mene bolj prepriča znanost za kozmetičnim izdelkom. Verjamem pa, da nekatere ki ne poznajo toliko ozadja kozmetike, prepriča prav ta znani obraz. Vendar se ne zavedajo, da ta znani obraz hodi na različne botokse, filerje, na različne posege, da si lahko privoščijo dermatologa, da si lahko privoščijo različne strokovnjake, estetike, ki jim pomagajo ohranjati njihov videz. S tem ni nič narobe, to so slavni ljudje, so konstantno izpostavljeni neki kritiki, konstantno so izpostavljeni širši publiki, zato morajo paziti na svoj videz. Vendar je mogoče narobe, če pod tem videzom prodajajo kozmetični izdelek. Iz mojega vidika je narobe, ker ta kozmetični izdelek ni naredil tega videza. Lahko pa pripomore k boljšemu počutju. Tako, danes bi govorila o kozmetičnem izdelku, in sicer dnevni in nočni kremi Hel1 by Helena Vlagne. Zataknilo se mi je pri imenu, zaradi tega, ker se mi je zataknilo že, ko sem brskala po Facebooku in vidim jaz Hel1 in pri meni je vse bolj v angleščini nekako v glavi, sploh ko so dvojne črke, ker v slovenskem jeziku dvojnih črk nekako ni, ene za drugo, tako da sem jaz to prebrala Hel1 in mi je bilo tako, kdo bi dal kremi ime Pekel 1. Pol mi je, ok, šilno, Helena, čeprav Helena se piše z enim L-jem, in se mi zdi nekako nerodna uporaba samih besed že pri izdelku. Mene spominja na prva vrata pekla, jaz tega na svoji kozmetični polički ne bi imela, bi pa raje imela, če bi bila Hel1, Helena z enim L-jem, to bi bilo super. Zdaj, to je samo moje osebno mišljenje, čisto za začetek mene je zmotilo ime. In ker me je zmotilo ime, sem bila radovedna in sem rekla, da grem spočekirati zdaj, kaj je s tem izdelkom, kako je ustvarjen, kako se je Helena potrudila in ga predstavila. In jaz spodbujam, da se tudi nekdo, ki ni iz te branže, zanima za to. Jaz verjamem, da vsaka ženska si mogoče želi imeti tudi svojo kozmetično linijo. Veliko znanih oseb pri tej kozmetični liniji sodelujejo in to se vidi, da sodelujejo, ker vejo, čemu so namenjeni njihovi kozmetični izdelki. Veliko slavnih oseb pa nimajo pojma. Zdaj ne vem, ta krema, o kateri govorim, je čisto ok, dobra. Zmotilo so me sicer neke izjave, ki so povezane s tem kozmetičnim izdelkom, drugače pa je sama krema po sestavi, po mojem mnenju, čisto ok. To že vnaprej povem, da ne bo zvenelo vse to grozno. Najprej me je zmotilo, ker Helena omeni že na začetku začne s tem, da je to naravna dnevna vlažilna krema. Naravna, to je en tak širok pojem, ki zavaja potrošnike. Videla sem, da res ima en ekočertov konzervans, kar pa še ne pomeni, da je celotna krema naravna. V kremi se nahaja tudi parfum in ta beseda je gladko lahko prekriva pod sabo 30 do 50 različnih snovi, ki niso naravne. Prav tako je odvisno, ali mi se zavedamo, da vse te učinkovine niso pridobljene po naravnim postopkih, ampak so sintetizirane, zaradi tega, ker enostavno ne moramo tako uničevati narave, da pridobivamo te snovi. Tako da ta pojem naraven je zame, jaz sem malo alergična na to, ker je zelo širok pojem in ni nujno, da je naravno dobro. Uporablja se pa kvečjemu zato, da nas pritegne, seveda.
In potem opisuje, da izdelki so brez parabenov, sintetičnih držav, sestavin pridobljenih petrokemične industrije, toksiliranih sestavin, silikona, formaldehida, klorovih derivatov, gensko spremenjenih organizmov, kemičnih UV-filtrov, emulgatorjev, PEG in PPG. In to je tako, zdaj ene snovi se itak ne nahajajo v kozmetičnih izdelkih, sploh v Evropi, pač imamo zelo tudi strogo zakonodajo, kaj se lahko nahaja v kozmetičnih izdelkih in kaj se ne sme. Ene snovi tukaj pa v bistvu sploh ni nič narobe, da so z njimi v kozmetičnih izdelkih prisotne, ampak je kvečjemu samo neko strašenje ljudi, da so te snovi slabe. O teh snoveh bom jaz še govorila, ker to je lahko čisto ena druga tema, ampak v glavnem gre bolj kakor ne za neko strašenje in kako naš izdelek pa tega nima. In pa seveda tudi omeni, da imajo prečiščeno vodo, hvala za uporabo prečiščene vode v kozmetičnih izdelkih, jaz upam, da tudi druge firme ne točijo direktno iz pipe. In potem nadaljuje Helena, da je ta vlažilna krema za vse tipe kože. Pogledamo prvih 5 ali 10 mest sestavin in vidimo, da vsebuje zelo bogata olja. Olje za oljem, arganovo olje, ki ga jaz osebno nanašam samo na lase, ker je prebogato za mojo kožo. Jojobino olje, super olje drugače. Olje semen kaktusa, puncije, prvič slišim, ampak polno antioksidantov, šipkovo olje. To je vse na prvih mestih. In če to je, pač to pomeni, da je v višjih koncentracijah v izdelku. Jaz sama bi rekla, da je ta izdelek primeren za nego suhe kože. In ne za vse tipe kože, nikakor ne za vse tipe kože. Mislim, da na svetu ni kreme, ki je primerna za vse tipe kože, zato imamo različne kreme, zato imamo različne kategorije. Helena Blagne ni odkrila neko čarovnijo za vsak tip kože. Je pa krema še vedno po sestavi zelo dobra, ponavljam. In potem nadaljuje, da je notri 12 izbranih naravnih rastlinskih izvlečkov. In jaz tako, 12, to pa redko vidiš. In sem šla pogledat spet malo ingredients, sestavine. Ne, ni jih 12, 2 izvlečka sta. Jaz sem probala, da bi mogoče spremenila tudi kakšno drugo učinkovino, če bi to ona mislila, da je to naravni izvleček. Pa jih še vedno ne naštejem 12, tako da če sta 2 izvlečka, to je izvleček zelenega čaja in pa izvleček rožmarina. Antioksidativno, protimikrobno, fajn izvlečki. Vendar mislim, da se je zmotila in je tam napisala eno enko pred dvojko preveč, torej 2 izvlečka. In potem nadaljuje, da priporoča sočasno uporabo nočne kreme, nočne peklenske kreme za obraz. Hecam se, to se seveda mačkaj hecam. In sem rekla, ok, gremo pogledat, ta krema je ful bogata, kako je lahko, nočna krema je ponavadi bogatejša. Gremo pogledat sestavo nočne kreme in jaz berem in gremo nazaj pogledat. To je isto kot dnevna krema. Torej formulacije sta enaki. Celo po koncentraciji sta si očitno enaki, ker je vsaka sestavina zapisana v istem določenem vrstnem redu. O tem bom tudi še govorila, kako si vrstni red sledi in kaj se zgodi, ko je pač pod 1% učinkovin, da tam lahko jih v bistvu postavljaš na različna mesta. Vsaj to bi lahko naredila, wink wink. Ampak ne, tukaj očitno izgleda, da pač dnevna in nočna krema imata enako formulacijo. Jaz močno upam, da je pač prišlo nek čuden copy-paste in so po nesreči to naredili, to pač upam, ampak sem šla pač večkrat preveriti, če se je kaj spremenilo slučajno, pa se ni. In zdaj, ko delam ta video, nimam kaj drugega, kakor da predvidevam, da sta res enaki in vam priporočam, da ne kupujete obeh krem in da sočasno uporabljate eno kremo z to kremo naprej. Torej, če imate radi belo barvo, si izberite dnevno kremo, če imate radi črno barvo, si izberite nočno kremo. Razlika v ceni je za 1 evro. Ne vem niti, odkje je ta razlika v ceni. Tako da ne kupujete v bistvu enak izdelek za 100 evrov. Pa boste imeli samo veliko enega in istega izdelka.
Tako, zdaj formulacija, ki sem rekla, je sama po sebi ok, vsebuje glicerin, ki je dober vlažilec, alantoin, ki kožo pomerja, antioksidant vitamin E, potem, to je poleg tega, kar sem že prej naštela, ker ne rabim za nočno posebej naštevati, enake dnevni, potem vsebuje hialuronsko kislino, dober vlažilec, tetrapeptid 21, deluje anti-age, ful dober, ceramid NP, ki je že naravno prisoten na naši koži, spodbuja naravno bariero kože. Torej, sama krema po sestavi se meni zdi odlična za neko suh tip kože. Mogoče samo vse, kar se vrti okrog te kreme, je treba majčkeno premisliti. To vse, kar je bilo povedano, je moj pogled na ta izdelek. Mogoče to ni vaš pogled, mogoče vam malo razširi obzorja, mogoče se boste vprašali, kaj stoji z vsemi temi izdelki, ki jih kupujete. Če poznate še kakšen tak izdelek, za katerim sloni slavna oseba, sploh kar se tiče skincare, torej kozmetične nege, mi prosim sporočite, bom jaz majčkeno pogledala, mogoče ustvarim še kakšen nov video. Tako da, če vam je bila ta vsebina všeč, prosim, prijavite se na ta kanal in pa lajkajte. Do naslednjič, pa lepo se imejte in čau, čau!